Serija neporaženosti in serija brez prejetega gola se nadaljujeta. Po podobnem receptu kot pred nekaj dnevi proti Krškem, tudi tokrat hitro vodstvo je razorožilo nasprotnika in Mariborčani so suvereno predstavo prišli do novih 3 točk in ohranitve prvega mesta na lestvici. Mogoče zgleda, da enostavno, vendar ni enostavno. Poudaril predvsem dobre začetke, ki imamo v zadnjem času, ker ti tekmo štartamo res zelo dobro, uspemo zadeti in potem je vse lažje. Mi smo v tem trenutku res zelo dobro organizirani, dobro si pomagamo en drugemu v obrambi, to se vidi že 7 tekem, nismo dobili gola. Tako da nič, moramo to držati, 0, to je vedno super, naprej pa imamo kvaliteto, ker odločimo tekmo v našo korist. V primerjavi z zadnjo tekmo proti Krškem je Darko Milanič moral opraviti eno menjavo. Namesto poškodovanega Rodriga Defendija je zaigral Aleksandar Rajčević in tokrat celotno tekmo odigral do konca, na koncu celo končal s kapetanskim trakom na roki. Pred samim začetkom tekme pa so se nogometaši poklonili spominu na preminule brazilske nogometaše, ki so preminuli v letalski nesreči. Prva resna akcija na tekmi pa je pomenila vodstvo. Prosti strel je izvedel Vršič, žogo pred gol pa je v vodstvo pretvoril Luka Zahović za svoj 7. gol v sezoni. Povišanje vodstva le nekaj minut kasneje. Znova lepa akcija, tokrat je bil v vlogi asistenta Dare Vršič, Marcos Tavares pa je nadaljeval učinkovito serijo. Do naslednje nevarne akcije nismo dolgo čakali, ponovno po 3 minutah v 16. minuti, lepa kombinacija Tavaresa in pa Zahovića in sjajna obramba gostujočega vratarja Antolovića. Iz kota, ki je sledil, pa je Vršič podal na glavo Šulerju, ta je v svojem slogu zadel prečko. Do konca polčasa povišanje vodstva v 36 minuti. Znova je bil v vlogi asistenta Marcos Tavares, ki je lepo odložil žogo Daretu Vršiču, ta pa je udaril na polno. Do konca polčasa še 2 nevarni situaciji. Najprej je Tavares na levi strani lepo našel Santija, temu pa se ob preigravanju v kazenskem prostoru ni šlo. V 39 minuti pa se po podaji Vršiča Zahoviću ni šlo za povišanje vodstva. V drugem polčasu najprej priložnost za Zahovića po podaji Janže v 49 minuti. Pričakovano je tempo v drugem polčasu nekoliko padel, vseeno pa smo videli še 4. zadetek na tekmi. Velik del posla je opravil Marwan Habha s samostojnim prodorom. Kapetan pa je znova potrdil učinkovito formo in zabil svoj 2. gol na tekmi. Ob številnih menjavah in igri z mislijo že na sobotni obračun proti Rudarju se do konca rezultat več ni spremenil. Končalo se je suvereno zmago 4-0. Imamo super trenutek, fante so v izredni formi, enostavno verjamejo v to, kar delamo, verjamejo v tudi v to novo postavitev, ki jo razumemo vsi skupaj boljšo, ki smo jo popravljali vmes in sem zadovoljen. Še 3. poglavje v trojčku tekem v Ljudskem vrtu pa v soboto, ko bo ob 20:15 nasprotnik velenjski Rudar.